Racionalna funkcija lahko primerjamo z racionalnim številom. Racionalno število je vsako število, ki ga lahko zapišemo kot ulomek. To je torej racionalno število. Racionalna funkcija je pa funkcija, ki jo običajno označimo s q od x, kjer delimo en polinom p od x po 1 od x z drugim polinomom. Tako, se pravi, namesto številk imamo zdaj polinome. Recimo, lahko imamo polinom x kvadrat plus 3x pa minus 4, olomljeno z, v spodaj pa naj bo recimo x minus 2. Tako, to je naša racionalna funkcija. Če jo želimo narisati, moramo poiskati tudi tukaj najprej ničle. Kaj so ničle? Kdaj je ulomek? Kdaj bo torej naš q od x, ta naš ulomek, enak nič? Ja, takrat, ko bo vzgoraj nič. Recimo nič četrtin je nič, nič polovic je nič, kadarkoli je na vrhu nič, je to ničla. Se pravi, ničle, pogledamo, kdaj je števec enak nič. In si to lepo napišemo. X kvadrat plus 3x minus 4 je enako nič. Zdaj, to rešimo tako, da s pomočjo Vietove formule ta polinom razstavimo. Je x pa bo plus 4 pa minus 1. To pomeni, da je prva ničla minus 4 in druga ničla je 1. Zdaj bi lahko že to narisali. Se pravi, narišemo koordinatni sistem in označimo na x osi ničle. x1 je minus 4, 1, 2, 3, 4, minus 4. Tukaj je prva ničla, je prve stopnje, ker se pojavi samo enkrat, torej liha stopnja, znak se bo tukaj spremenil. Potem poiščemo drugo ničlo, to je pri 1. Takole. Tudi ta ničla je prve stopnje, lihe stopnje. No, pri racionalni funkciji pa poleg ničel poiščemo še tako imenovane pole. Kaj pa pomeni pol? Pol je tam, kjer funkcija ni definirana. To je tako, kot da bi rekla, kdaj ulomek ni definiran. Takrat, ko je spodaj nič. Spodaj ne sme biti nič. Spodaj imamo x minus 2a. Ja? In to nikakor ne sme biti nič. In zdaj pogledamo, kdaj bi pa bil x minus 2 enak nič. Ja, takrat, ko je x enako 2. Takrat bi bila naša racionalna funkcija nedefinirana. Za x je enako 2. To je naš pol. Kako pa to označimo? Poiščemo dvojko in tam naredimo črtkano črto. Ta črta se imenuje asimptota. Asimptota. To je črta, kateri se bo funkcija približevala, nikoli se jo pa ne bo dotaknila. Tudi asimptota je lahko, tudi pol, ki je navpična asimptota, a ne, navpična asimptota ali pol, a ne, je lahko soda ali lihe stopnje, ta je lihe, torej bo tudi tukaj predznak spremenil. Zdaj, pri racionalni funkciji moramo izračunati še nekaj novega, in sicer vodoravno asimptoto. Pa poglejmo, kaj je to vodoravna asimptota. Vodoravno asimptoto dobimo tako, da vedno števec delimo z imenovalcem.
Kaj bi v našem primeru to pomenilo? Ja, naš števec je x kvadrat plus 3x minus 4. In to bi mogli deliti z x minus 2. Zdaj, pri vodoravni asimptoti smo zelo veseli, kadar je števec manjše stopnje kot imenovalec. Ker potem enostavno ne moremo deliti, pa je rezultat kar nič. Tukaj ni to, je x kvadrat deljeno z x, delimo, je x, pomnožimo, x kvadrat minus 2x, odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost, pa dobimo x kvadrat se počrta, ostane 5x minus 4 in zdaj lahko še 5x delimo z x, to je plus 5, zopet pomnožimo, minus 2 krat 5 je 10, odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost, se 5x zopet izniči in ostane 6, zdaj je pa ta stopnja nič, to je pa prva in ne moremo več deliti. In v našem primeru bi bila vodoravna asimptota y je x plus 5. To je v bistvu linearna funkcija. N začetna vrednost je 5, smerni koeficient je 1. Nam bomo na isti graf narisali, se pravi začetna vrednost je 5, 1, 2, 3, 4, 5, začetna k je 1, torej bi nekako takole poševno gre. Tudi to narišemo, to je v bistvu vodoravna asimptota, čeprav je poševna, je še vedno vodoravna asimptota, tako jo rečemo. To je smola, da smo dobili takšno, ki je po strani, ampak govori nam pa o tem, kaj se bo s polinomom dogajalo v neskončnosti. Okay. Še eno stvar moramo izračunati, tako kot pri polinomu, koliko je začetna vrednost, recimo q od nič. Koliko je? Vzgoraj je nič plus nič minus 4 je minus 4, vspodaj pa nič minus 2 je minus 2 in to je 2. Se pravi, pri nič je vrednost 2. Takole. In zdaj gremo barvati. Isto barvamo kot pri polinomu. Pri nič je torej vrednost negativna, do ničle. Pri nič, ker je enka ničla prve stopnje, se znak zopet obrne. Do pola, ker je pol prve stopnje, se znak zopet obrne. Takole. Potem je, ta nič gre naprej do naslednje ničle, ki je že pri minus 4 in tukaj bo zopet pozitivna. Takole. Bomo zdaj naredili še eno lepšo. Recimo, da imamo racionalno funkcijo takole zapisano. Recimo, q od x je x kvadrat minus 6x minus 7, vlomljeno z, vspodaj pa naj bo napisano x minus 3 krat x plus 2. Eto. Narisati moramo to funkcijo, zato zopet določimo torej ničle, pole, pa vodoravna asimptota, tako da zgornji, da števec delimo z imenovalcem in na koncu bomo določili še začetno vrednost. Ničla, kdaj je že to nič? Zopet pogledamo. Števec, torej to, kar je vzgoraj, mora biti nič. In kdaj je to? X kvadrat minus 6x minus 7 mora biti nič. To je x, zopet razstavimo, x minus 7 krat x plus 1 po Vijetovi formuli. Se pravi, produkt mora biti minus 7 seštevek minus 6. To pomeni, prva ničla je 7, druga ničla je minus 1. Kje je pol? Za pol pogledamo spodaj. Takole, to je že razstavljeno, tako da lahko direktno pišemo. En je pri 3 in drug je pri minus 2. Pa dajmo reči, da je tole na kvadratče. Kaj bi to pomenilo? Da je pol x je minus 2 druge stopnje, torej sode stopnje. Zdaj, kaj je vodoravna asimptota? Zgoraj je polinom stopnje x kvadrat, kaj pa vspodaj?
je pa x krat x kvadrat, to je x na 3. In ker je vzgori manjša stopnja kot spodaj, je to nič. In zato je vodoravna asimptota y je nič. Kadarkoli bo zgoraj manjša stopnja kot spodaj, je vodoravna asimptota y je nič. Zračunamo še q od nič, se pravi začetno vrednost. Če bi bil slučajno nič, ničla ali pol, v tem primeru potem računamo vrednost nekje 1, pač eno številko, ki ni ničla in pol. Nič na kvadrat je nič, minus 6 krat nič je nič, ostane vzgoraj minus 7, vspodje pa nič minus 3 je minus 3, krat nič plus 2 je 2, na kvadrat je 4, minus deljeno z minus je plus, to je torej 7/12. Najbolj pomembno je to, da je to nekaj pozitivnega. Narišemo koordinatni sistem, označimo ničle. Ničle so tukaj. Se pravi, ena ničla je pri 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ničla prve stopnje in pri minus 1, tudi ničle prve stopnje. Pol, to je pa zdaj tukaj, ne? Označimo še pole. Se pravi, prvi pol je pri 3, 1, 2, 3 in tukaj naredimo navpično asimptoto, črtkano črto. In pri minus 2. S tem, da pri minus 2 vemo, da je pol sode stopnje. To si zraven napišemo. Takole. Vodoravna asimptota pa je y je nič. To je tukaj. To je največkrat bo takšno. Tisto, kar smo imeli prej, da je bila neka funkcija linearna, to so zelo taki posebni primeri, ki se redko pojavljajo. Eto, ker vemo, da je pri nič vrednost 7/12, to pomeni, da je pri nič vrednost pozitivna. Pobarvamo. Gremo do pola. Trojka je pol lihe stopnje, zato se znak spremeni. 7 je prav tako ničla, lihe stopnje se znak spremeni. Minus 1 je ničla, lihe stopnje se znak spremeni. Minus 2 je pol sode stopnje, znak ostane enak. Isto kot smo delali pri polinomih z ničlami, katere stopnje so. Eto, kako bi zdaj tukaj narisali. Vidimo, da se približuje tej črti pa tej črti, pa v negativno je, se pravi tukaj bi bila vrednost takole dol. Nekako. Potem tukaj se približuje iz druge strani, gre čez ničlo. In potem gre nekam vzgori, se tudi temu približuje. Potem tukaj se približuje iz te strani, pa gor, pa gre nekam neskončno, tam ni več asimptote. Oziroma, ker je tole asimptota, bomo v bistvu popravili, ko bomo takole zavili, bo šla tako čez, pa se bo pa vrnila in se bo približevala. To zato, ker je asimptota in to pomeni, da se v neskončnosti približuje. Eto.